bitje iz vesolja. Lepo vas prosim. Za njihov obstoj ni niti enega resnega dokaza. Kaj pa je tole? Pepe, končno si le prišel. S Foxnerjem imava že vse pripravljeno za izstrelitev rakete. Ja, kaj pa je tole? Ležala je tukaj na tleh. Podobno pa je... Marsovski pištoli. Ah, kje pa? Tole je po vsej verjetnosti, nekaj pa vem, no, mislim, tja. A ja, in temu vidva pravita raketa. Mene bolj spominja na navadno plastenko z nalepljeno plastično cevko. Ne razumeš, Pepe, vanjo sva natočila raketno gorivo. Aha. Ja, no. Mene bolj spominja na kis za vlaganje paprik. Seveda, ker mu manjka še zadnja sestavina, super beli prah. Beli super prah. Aha. No, veš kaj, moja babica bi temu rekla soda bikarbona. Kakorkoli že, evo, stresel sem ga v plastenko. Takole. Evo. Zdaj sem to temeljito zamašil. Takole. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Joj! Kam zdaj bežita, no? Se gre le za kis in sodo, no? Tako zelo nevarno pa to spet ni. Pepe, si se tudi ti ustrašil Marsovca? Ma kakšnega Marsovca, nekaj ustrašil sem se poka. Marsovcev ni. Ampak midva s Foxnerjem sva ga pa videla, ne Foxner? No, jaz pa ne. A ja, kako pa potem lahko pojasniš tole vesoljsko pištolo? Veš kaj, Ronja, jaz mislim, da imaš preveč bujno domišljijo. Čemu neki služi tale stvarca? Jaz bi rekla, da je laserska. Ja, če te z njo zadanejo, se lahko zgodi marsikaj. No, na primer. Ja, lahko te pomanjša na velikost miške ali pa poveča na velikost slona. No, to se pa ne da. Veš, Foxner, a vi verjamete v te pravljice? Sploh pa ne deluje. Tule je nek zatič, ki se ga da nastaviti na plus ali pa minus. Jaz sem ga nastavil na plus. Pepe, previdno! Ma saj vidiš, da ta reč ne deluje, no. Ups, hej, sorry, Foxič. Vse v redu z vami, kaj ne? Poglej to, lasersko pištolo si imel nastavljeno tako, da je povečala Foxnerja. Ja, Foxner, neskončno mi je žal. Kako naj se vam pravičim, kaj naj storim? Ronja, Foxner, ne more ostati tak, no. Res je.
Očitno tole res ni igračka. Me prav zanima, čigava je. Saj ti že ves čas govorim, da je verjetno izgubil nekdo iz vesolja. A misliš? Ja. No, če bi bilo to res, ne bi imeli vsaj kanček upanja za našega ubogega Foksiča. A veš, potem bi obstajal protistrup in bi ga lahko vrnili nazaj v prvotno velikost. Pokaži mi jo. No, lej. Kaj pa, če bi tale zatič dala na minus? Na minus? Ja. Aha. Ronja, a prav slišim. Ti torej misliš, da bi jaz zdajle našega ubogega... Ojoj. Foksner, ups, sorry, spet sem vas zadev. Foksner? Pepe, ti si car. Pištolo si nastavil na pomanjševanje. Ja, in ko sem ga ustrelil, sem ga nehote vrnil v prvotno velikost. Ja. Ja, kje pa Marsovec? Marsovec? Kakšen Marsovec? Se veš, da Marsovci ne obstajajo, no? Ampak glavno je, da je Foksner spet takšen, kot mora biti in to je razlog za zabavo in ples. A gremo plesat? Prav. Kdo gre na sladoled, na lonček alkornet, kdo gre se posladkat, kot že velikokrat. Kdo gre na sladoled, na lonček alkornet, kdo z nami gre uživat spet. Kdo bo vanilijo, kdo sladko jagodo, kdo lizal modro bo nebo. Okusov dolg seznam, vse kar zapaše nam, težko nas pravi bo druga. Kdo gre na sladoled, na lonček alkornet, kdo gre se posladkat, kot že velikokrat. Kdo gre na sladoled, na lonček alkornet, kdo z nami gre uživat spet. V senco gremo mi, da se nam ne stopi in nam med prsti ne spozi. Da nam polepša dan, ki vroče kot vulkan, skrbi odnese daleč stran. Lonček alkornet, kdo z nami gre uživat spet. Kdo gre na sladoled, na lonček alkornet, kdo gre se posladkat, kot že velikokrat. Kdo gre na sladoled, na lonček alkornet, kdo z nami gre uživat spet. Kdo z nami gre uživat spet. Kdo z nami gre uživat spet. Včasih premišljujem o tem, da v našem širnem vesolju nismo sami. Ja, ampak misel o tem, da Zemljani nismo edini prebivalci vesolja, ne muči le naše Ronje. Človeštvo se o tem sprašuje že od nekdaj. Tudi jaz. In moč domišljije je brezmejna. Ja, ampak dokazov o njihovem obstoju pa ni. Še manj pa o tem, da so grozljivi in hudobni. Ja, ker v moji glavi se včasih sprehajajo taka bitja. V resnici pa je strah pred njimi, torej bolj stvar domišljije. In je povsem odveč, tako je. Če pa imate vi kakšen strah, o katerem mislite, da se je potrebno pogovoriti, pa v svoji bližini ne najdete odraslega za razgovor, pa lahko kadarkoli pokličete tudi tom telefon.